Lepo vreme, sneg, ura ali dve prostega časa in že lahko storite nekaj dobrega za svoje zdravje in psihofizično počutje. Tek na smučeh je v Sloveniji med vedno bolj priljubljenimi zimskimi športi. Tek na smučeh je ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije, pa tudi ena najbolj množičnih zimskih športnih panog. Tečemo v naravi in na svežem zraku. Ta šport je primeren za ljudi vseh starosti, ne glede na njihove fizične pripravljenosti. Njegova prednost je, da uporabljamo mišice celega telesa, rok, nog, ramen, trebuha in hrbta. Tokrat smo s spletno TV obiskali smučarsko tekaško elito na Planici in o tem športu izvedeli veliko zanimivega. Za vse tiste, ki se prvič ukvarjajo s tekom, je tista hoja nek najbolj naraven človeški faktor in se v bistvu ne rabiš nobenega predznanja. Smučke daš gor, kakšne bomo potem malo še povedali, jih natakneš, vzameš palce in greš. Zelo priporočljivo je, da tisti, ki pridejo in se seznanijo s smučarskim tekom v bistvu prvič v življenju, da gredo v tako imenovane smučine. Z snežnim teptalcem naredijo ponavadi progo, bom rekel, splanirajo in urežejo tudi smučine. In v tej smučini tečemo klasično tehniko. Ta tehnika je v bistvu najbolj priporočljiva za vse tiste, ki se prvič spoznavate oziroma spoznavajo s tem športom. Nadgradnja te klasične tehnike pa potem drsalna tehnika. To je eden tistih športov, ki je zelo dostopen tudi širokim ljudskim množicam, ker je poceni in nima starostnih omejitev. Smuči za klasično tehniko so ponavadi ali pa primerna dolžina, višina je približno 15 do 20 cm nad vašo telesno višino. Smuči za klasično tehniko. Dajo se dobiti praktično v katerikoli športni trgovini. Razlika med klasično in pa, bom rekel, smučko za prosto tehniko je seveda na prvi pogled v dolžini. Če damo eno smučko prosto in eno klasično, vidite, da je dolžina malo drugačna. Za klasično sem rekel 15 do 20 nad telesno višino, za prosto tehniko nekje 10 ali pa 5 do 10 nad telesno višino. Smučke se razlikujeta tudi po ukrivljenosti. Klasična tehnika je mogoče, smučka za klasično tehniko je malo bolj ukrivljena kot smučka za prosto tehniko, pa še ena bistvena razlika je. Smučke za prosto tehniko ni potrebno mazati pod samim stopalom oziroma tukaj vmes. Imamo tako imenovano drsno ploskev po celi dolžini in jo mažemo na drugačen način kot smučko za klasično tehniko. Imamo cel asortima tudi nekih maž, pripomočkov za različne snegove, vremenske pogoje, temperature, s katero predvsem smučko za klasično tehniko namažemo pod stopalom. Medtem ko smučko za prosto tehniko namažemo po celi površini z drugačno mažo, katero peglamo oziroma jo z nekim za to športnim pripravljenim likalnikom upeglamo, oddrzamo in potem teče po celi površini tako, kot je treba. Poleg spadajo tudi palice. Palice so prav tako za drsalno tehniko bistveno večje kot za klasično tehniko. To so bistvene razlike. Za klasično tehniko še zmeraj velja tisto pravilo, kot je bilo včasih.
da so palice nekje nam do podpazduhe, oziroma za tiste malo boljše tekmovalce tudi malo čez, ne, malo višje. Medtem ko palice za prosto tehniko so pa kar do brade, za tiste, ki so pa bolj močni in vajeni, vešči smučarskega teka, pa lahko tudi še kakšen centimeter več. Palice so narejene iz karbona, tako da so relativno zelo lahke in v bistvu potem primerne za sam tek. Čevlji za prosto tehniko so višji, segajo nad gleženj, gleženj je fiksiran, zato da je tudi noga na smučki potem bolj stabilna. Medtem ko čevlji za klasično tehniko so dejansko vsaj 10 cm nižji in predstavljale kot nek čeveljček v temu, ne. Seveda k obvezni opremi spada potem še hlače, zgornji del, kapa, če je mraz, rokavice, kakšna očala bi danes prav prišla, tako da to je nekako to. Takole, lej, vse grejo not od spodaj. Roka od spodaj pa se potem samo zapeče, ne. Se pravi, roko zmeraj damo od spodaj noter, prst ven, pa potem samo zapnemo. Ja, da se izognemo poškodbam je seveda tako kot pred vsakim drugim športom, ki se rekreativno ali kakorkoli že ukvarjamo, je prav, da se seveda ogrejemo. Ogreti treba predvsem posamezne mišične skupine, mišice nog, tudi rok, hrbet, nekaj tudi trebušnih. V 2 urah malo bolj intenzivnega ukvarjanja s tekom na smučeh porabimo tudi do 2000 kalorij. To je odlična vadba za presnovo maščob, saj dela približno 90% vseh mišic. Tek na smučeh je celovita aerobna vadba v naravi, na svežem zraku, ki pozitivno vpliva na človeško telo in je koristna naložba za naše zdravje. Proga je načeloma sestavljena iz 1/3 ravnine, 1/3 vzpona in 1/3 spusta. Seveda je lahko tisti snovalec proge, proga se ponavadi snuje poleti. Naredi tako, da je zelo vijugasta, v ovinkih, v bregi vzponi so strmi, ravnine so kratke ali pa dolge oziroma kakorkoli in mi tekmovalci ali pa bivši tekmovalci vemo, da je to proga, kjer ne moreš nič počivati. Zato pravim, da je težka. Ne? Ta ravnina tukaj je praktično edina ravnina na celotnem 2,5 kilometrskem krogu. Tako da vse ostalo je ali vzpon, kjer tako ali tako težko že gremo včasih, tekmovalci vsi tudi. Spusti so ovinkasti, kjer je treba dobro delati, biti skoncentriran, da ne padeš in tako. Njegova sodelavka Ljubica, da ga je spodbujala, pridi na sneg, je super na tekmi na smučeh, pridi probat. In ja, sem z navdušenjem šel probat in res sem se navdušil nad tem športom. Prej pa sem zelo rad odsmučal alpsko smučanje, potem pa od takrat naprej, ko sem probal, pa sem res videl, kako je to super, bil sem pod navdušen in veliko ljudi sem spoznal. Šel sem tudi na maraton, tudi tek po suhem, triatlon, potem pa tudi tek na smučeh in takrat sem se zasvojil na daleko. Ti se prvič poda na smučarske tekaške proge, mislil se, to ne bo šlo, to bo težko.
Sam to vam povem, oben človek ni prišel učen na svet, a ne. Vsaka stvar je treba začeti od začetka, ne. In najtežji je začetek, ne. To je normalno, ne. Če se enkrat potiš tega športa, moraš vztrajati in vztrajati, da prideš na tisto fazo, si lahko samostojen, da se gibaš v naravi. Poglejte, kakšna lepa narava je naša. Poglejte, jaz sem zdaj zapolnil 75 let in moja kariera se počasi izteka, ampak se še ne dam. In želim jih posnemati in vztrajati še naprej in upam, da bom še dolgo let tekel. Še posebno uživam, ker sem v naravi, ker na snegu spoznavam ljudi, so pozitivni odnosi in jaz upam, da bom lahko vztrajal še dolga leta. Ne glede na to, ali ste občasni ljubiteljski tekač ali zagrizeni rekreativec, tek na smučeh v vsakem primeru ponuja obilo užitkov in svobode gibanja. Namesto nakupa opreme pa se lahko odločite tudi za izposojo. Zato ne odlašajte in se v tej športni panogi čim prej preizkusite.